Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas 17. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, kjer se merita nogometni klub Podvince in pa nogometni klub Šmarje pri Jelšah. Po prvem polčasu vodstvo z 2:1 domačega moštva, kljub temu, da so gostje iz Šmarje prišli do prednosti v 30 minuti z zadetkom Devčmana iz kota z 0:1. Nato pa preobrat, v 39. je izenačil Orovič, v 45. pa je trenuten rezultat 2:1 postavil najboljši strelec domačega moštva Bajraj. Bomo videli, kaj ta prednost Podvincev pomeni za ta drugi polčas, ali bodo gostje poskušali prevzeti pobudo in priti do izenačenja preko kakšnih organiziranih napadov, katerih je bilo bore malo v prvem delu. Po večini so Podvinci imeli posest, medtem pa prekršek Ramšaka. Znova prosti strel, znova izvajalec številko 8 Jančič. Jančič brez nevarnosti za vratarja Cajnka. Zaenkrat so si gostje edino nevarno priložnost, katero so tudi izkoristili, priigrali iz tega standardnega položaja. Kot že rečeno, v 30 minuti po podaji iz kota najvišji skok Devčman, ki je takrat postavil rezultat 0:1 z zadetkom. Simič s podajo v napad, ki pa na koncu ni prišla do nobenih izmed njegovih soigralcev in napad sedaj oziroma posest v nogah gostujoče zasedbe. Manjše težave je imel Jančič, Korez jih je mirno razrešil na desno stran proti Zagajšku. Korez s prenosom na levo stran proti Travnikarju. Lepo Drofenik. Izdal ta Travnikar, umešal se je številko 22 Anžel. Nov slab predložek gostujočih nogometašev, gola od zavratarja domačega moštva Tiborja Cajnka. Ta s podajo iskal je Korena. Tu se kaže, je udarec v tem zračnem dvoboju prejel Mauher. V tej sezoni je bilo zaenkrat odigranih 64 tekem, videli smo 33 zmag domačih in 24 zmag gostov ter 7 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago v prvenstvu so zaenkrat vknjižili prav današnji domačini, se pravi Podvinci, ki so v tretjem krogu z 0:7 ugnali Dobrovce. Dosojenih zaenkrat je bilo 19-11 metrov, videli smo tudi en avtogol, pokazanih je bilo 327 rumenih in 21 rdečih kartonov. Nastopalo pa je že kar 305 različnih nogometašev, največ zaporednih zmag so vknjižili nogometaši Bistrice, ki so od 1. do 9. kroga premagali praktično vsakega svojega tekmeca. Največ zaporednih porazov pa je vknjižil Videm, kar 6. V igro so iz klopi največkrat vstopili Alen Orlač iz Cirkulan, Enej Kapun iz Bistrice in Blaž Kovač iz Korotana, vsi trije po 9-krat. Največ minut pa so do tega dvoboja seveda odigrali dva nogometaša Dravinje, to sta Fink in Čakš, ter dva igralca Rogaške, Rešek in vratar Wunderl, ter še en nogometaš Prevaljskega Korotana, gre za Vidovška.
Vsi so jih zbrali 990, medtem pa na mestu levi bočni nogometaš domačega moštva Simič. Na mestu Zagajšek, pravočasno Fišer, vendar je na koncu do posesti Bajraj, manjši nesporazum med Bajrajem in Vajdo. Na levi strani sedaj žoga pri Drofeniku, v napad se je vključil tudi Travnikar, še vedno Drofenik, prekršek je storil Oman. Vidimo, da v teh prvih 5 minutah drugega polčasa prevladujejo gostje, če lahko tako rečem, oziroma na nek način stopnjujejo svoj tempo in prevladujejo na terenu, domači pa so se nekoliko pomaknili nazaj in čakajo na svoje priložnosti iz protinapadov. Prosti strel znova ga bo izvedel številko 8 Jančič. Še vedno čakamo na izvedbo prostega strela. Jančič, obramba Cajnka. Dober strel je bil to Jančiča, dovolj pozoren Cajnko. Zagajšek na mestu Ramšak. Nekaj smole sedaj za Koreza. Enako tudi se je pripetilo napadalcu domačih Korenu. Na koncu pa na mestu Simič. Dvojna podaja Drofenika in Travnikarja, na koncu do posesti domači nogometaši, ki so iskali hiter protinapad, na koncu nenatančen pri oddaji žoge številko 22 Anžel. Sedaj je na tleh za nekaj trenutkov obležal kapetan Orovič, ki bo seveda stisnil zobe in nadaljeval s tem obračunom. Fišer je vračal žogo Zagajšku, vendarle nenatančen pri oddaji žoge. Svenšek, Vajda, Firšt, Jančič proti Čakšu. Premočna podaja je bila to za Čakša. Vajda, veliko prostora ima sedaj Vajda, ta na levo stran proti Bajraju. Bajraju v samostojni akciji znova vrača Vajdi. Še vedno Vajda proti Svenšku. Svenšek v samostojni akciji, Svenšek na desno stran do Oroviča. Orovič pa je na oddaljenejši vratnici iskal
Bajraja, a previsoka podaja za vse nogometaše, izid ostaja 2-1. Sedaj v samostojni akciji številko 19 Drofenik, vrača Firštu, ta proti Korezu, Jančič, premočna podaja na koncu za Firšta. Pri gostih predvsem manjka ta zadnja podaja, s katero bi si priigrali kakšno resnejšo priložnost do kazenskega prostora. Pridejo na to, pa zmanjka nekaj zbranosti pri zadnji podaji. Orovič takoj v napad proti Korenu. Koren je sprožil tokrat obramba vratarja Nejca Travnikarja. Na desni strani ima sedaj veliko prostora za Gajšek, vendarle si ni uspel zaustaviti te podaje, sicer je bila žoga nekoliko za hrbet, a kljub temu še ena nespretnost gostujoče zasedbe. Izauta Simič, takoj napad proti Korenu. Koren na koncu out za Podvince. Rumeni karton je sedaj prejel eden izmed rezervnih nogometašev pri domačem moštvu. Mislim, da gre za seveda zaradi ugovarjanja. Izbija za Gajšek. Simič mirno pušča žogo out in medtem tudi prva zamenjava na današnji tekmi. Iz igre odhaja številko 3 Anej Simič. V igro pa prihaja številko 17 Denis Kuserban. Tokrat izauta številko 11 Svinšek. Kot se kaže, ta menjava potegnila tudi nekakšne taktične spremembe. Na levo stran v obrambi oziroma na levi bočni položaj se je preselil Svinšek, v zvezdno vrsto pa Denis Kuserban, ki je vstopil v igro namesto Simiča. Na koncu izbija Anžel. Teče 59. minuta današnjega obračuna, še vedno smo pri rezultatu iz prvega polčasa, 2-1 za domače moštvo. Koren pravočasno na mestu Mauher. Še vedno se bori Koren, ki je na koncu priboril žogo za svoje moštvo. Na levi strani ima veliko prostora Vajda. Še vedno Koren strelja, obramba Travnikarja, Vajda, kakšna obramba Travnikarja, ostaja 2-1, res izjemni dve obrambi Travnikarja, ki je sedaj svoje moštvo obdržal v minimalnem zaostanku, na nek način
da še lahko upajo za kakšno točko na tej tekmi. Res izjemna obramba Travnikarja, zagotovo zaenkrat poteza tega obračuna. Izbija Firšt, strel z velike razdalje z voleja na koncu številko 22. Anželj, visoko čez vrata je sprožil ta nogometaš. Drofenik. Prosti strel med tem za gostujočo zasedbo. Znova izvajalec številko 8 Jančič, ki prav pri vseh teh standardnih položajih pošilja predložek v kazenski prostor nasprotnika. Danes so to seveda Podvinci. Prav po njegovi podaji smo videli prvi zadetek na tem obračunu. Zagotovo morajo domači ohraniti izbranost na najvišjem možnem nivoju, ko se pogovarjamo o teh predložkih v njihov kazenski prostor. Vajda, veliko prostora je osvojil Vajda, še vedno Vajda. Na to je želel z diagonalno podajo na desno stran zaposliti Bajraja. Mauher. Še vedno posesti Mauher. Da je iskal spodaj v napadu Čakša. Zaenkrat na mestu domača obramba izbija Ramšak. Bajraj. Kuserban. Znova Bajraj, veliko prostora ima sedaj na desni strani Bajraj. Znova je imel na levi strani samega Vajdo, želel je zaposliti v kazenskem prostoru številko 16 Korena. Vidimo, da domači lahko zelo kvalitetno odigrajo proti napad in s tem v velike težave spravljajo obrambo gostov, medtem pa zapravljena žoga Bajraj in golaut za vratarja Travnikarja. Korez, da takoj spodajal v napad, kjer pa ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev. Bajraj. Bajraj vrača Omanu, da pa vse nazaj do vratarja Cajnka. Orovič, lepo je sprejel žogo Orovič. Da proti Korenu, Koren strelja mimo gola. Še ena priložnost domačih ostaja neizkoriščena, 2-1, še vedno so gostje na nek način v igri za točke na tem obračunu. Domači lahko le upajo, da ne bodo na koncu kaznovani za te zapravljene priložnosti. Devčman prepušča Travnikarju, ta znova na kratko kapetanu Devčmanu. Mauher.
Orovič vrača k Serbanu. Ta pa spodajo prostor proti Bajraju, pravočasno izvrat Ravnikar. Takoj na levo stran proti Drofeniku. Razživela se je sedaj igra v teh zadnjih 5-10 minutah. Fišer s predložkom, ki je preletela prav vse nogometaše v kazenskem prostoru, znova brez nevarnosti za domače moštvo. Kar se tiče samih rezultatov tega 11. kroga, sedaj v bistvu spremljamo, oziroma sta pred nami zadnji dve tekmi tega kroga, to spremljamo mi v Podvincih, igra pa se še obračun v Cirkulanah, kjer gostuje Bistrica, gre za dvoboj dveh ekip iz zgornjega dela prvenstvene lestvice. Bistričani so zaenkrat na prvem mestu in imajo sedaj s tekmo manj seveda 2 točki prednosti pred Rogaško. V primeru manjšega padca v formi, kljub temu, da je prednost dokaj solidna, bi lahko rekli, pred zaključkom prvenstva, se jim lahko pripeti, da to prednost zapravijo, saj Rogaška trka na vrata Bistričanov, če se lahko tako izrazim. Cirkulane pa povsem mirno lahko odigrajo do konca prvenstva, saj so že izpolnili svoj cilj in to je uvrstitev v zgornji del prvenstvene lestvice. Na desni strani ima znova veliko prostora Bajraj, Travnikar in Bajraj, tokrat je na Bajraju samostojni akciji, visoko čez vrata na koncu, najboljši strelec domačih. Danes nekaj ur pred tem našim dvobojem se je igral tudi obračun v Vidmu, kjer je gostoval Dravograd, gostje so bili v vlogi velikega favorita, a na koncu so Videmčani prišli do zmage s 3-2 in si tako pripisali 7. točko na svoj račun in skočili na 10. mesto. Šmarje imajo tekmo manj, vendar tudi danes na tem obračunu zaostajajo in Videmčani so tako vpisali zares zelo pomembne točke na svoj račun pred nadaljevanjem prvenstva. Dravograjčani pa so verjetno s tem porazom zamudili še zadnji vlak, da bi se lahko vključili v boj za naslov. V včerajšnjem terminu pa je bilo odigranih, oziroma so bili odigrani še 3 obračuni, Dobrovce Dravinja 2-2. Konec koncev na tistem obračunu zaslužena delitev točk, sicer so Dravinčani že vodili z 0-2, a na koncu so v 4 minutah od 73. in do 77. nogometaši Dobrovc prišli do izenačenja in morda do zelo pomembne točke, kar se tiče na končnega boja za ohranitev tretjeligaškega statusa. Dobrovce po prekinitvi oziroma v tem nadaljevanju dvakrat z remijem proti ekipama iz zgornjega dela lestvice, medtem tudi prva zamenjava pri gostujoči zasedbi iz igre je odšel številko 9 Čakš. V igro pa je vstopil medtem pa res oster prekršek Ramšaka nad Firštom. Videli, kakšen karton bo sedaj prejel Ramšak. Vse verjetnosti bo šlo za rumeno kazen, saj ni šlo za nameren grobo storjen prekršek. V igro je na mesto Čakša medtem pri gostih vstopil številko 18 Andraž Kores.
Firš pa bo, kot se kaže, vendarle lahko nadaljeval s tem obračunom. Rumeni karton je prejel Ramšak. Prosti strel zelo, zelo ugodnega položaja sedaj za goste. Videli smo, da Jančič premore zelo natančen strel z razdalje. Vse prej kot lahka naloga je sedaj pred vratarjem Cajnkom. Še vedno sedaj čakamo na izvedbo tega prostega strela. Teče 71. minuta obračuna. Jančič, živi zid je sprožil Jančič. Travnikar in zapravljena priložnost gostujoče zasedbe ostaja 2-1 za domače moštvo. Da zaključim prejšnjo misel, kar se tiče samih rezultatov tega 11. kroga. Rogaška Zreče, gladka zmaga Rogaške s 3-0. Sicer po prvem polčasu je bil izid izenačen 0-0, a na koncu so nogometaši Rogaške dokazali svojo kvaliteto in dobro fizično pripravljenost in z visokim tempom skozi celoten dvoboj premagali in tudi nadigrali Zrečane. Šampion Korotan pa je bilo 5-1. Šampion, ki je po visokem porazu v prejšnjem krogu 7-1 na nek način odgovoril koroškim tekmecem in premagal prevaljski Korotan s tem rezultatom. Pričakovali smo vse prej kot takšen rezultat, predvsem zaradi zmage Prevaljčanov v prejšnjem krogu s 3-2 proti Podvincem in tem visokim porazom, ki ga je doživel Šampion. Jasno, vsaka tekma je zgodba zase, to je še en dokaz več. Orovič vrača svojemu vratarju. Vajda tokrat nenatančen pri oddaji žoge. Znova posesti kapetan domačih, na koncu prekršek Jančiča. Napaka pri izvedbi prostega strela Kuserbana, posredoval na koncu številko 22 Anžel. S tem je tudi v Podvincih začel padati močan dež, prekršek sedaj Korena. Morda lahko v teh zadnjih šestnajstih minutah plus sodnikov dodatek pričakujemo kakšen strel z razdalje več, predvsem zaradi mokrega terena sedaj. Iz avta sedaj številko 11 Svenšek. Vajda. Svenšek. Cajnko s podajo napad, kjer se je odkrival Koren, na koncu pa na mestu kapetan Devčman. Iz avta bo sedaj metal številko 11 Svenšek.
Vajda vrača Svenšku, ta nekoliko tvegano nazaj proti Ramšaku. Lepo Koren na desno stran proti Bajraju. Še vedno Bajraju v samostojni akciji, brez težav za vratarja Travnikarja. Mogoče je imel Bajraj sedaj na levi strani povsem samega Vajdo, ni se odločil za podajo, temveč za samostojen zaključek. Prehitra podaja bo to za Fišerja. Sedaj ima nekaj manjših težav kapetan domačega moštva Orovič. Vajda in Zagajšek v dvoboju. Brez prekrška nad domačim nogometašem. Jančič iščejo gostje nekakšno luknjo v obrambi domačega moštva, ki pa zaenkrat povsem mirno razrešuje vse te pritiske gostujoče zasedbe. Svenšek, še vedno Svenšek. Svenšek prosi proti Kuserbanu, ta vrača Ramšaku. Še enkrat več so domačini razrešili pritisk na zadnjo vrsto. Bajraj lepo proti Korenu, pravočasno izvrat Travnikar. Bajraj na koncu mimo vrat, ostaja 2-1 za Podvince. Fišer je uspešnejši na koncu. Svenšek teče 78. minuta obračuna. Drofenik znova uspešnejši. Svenšek, Vajda. Nova zamenjava pri gostujoči ekipi. Iz igre odhaja številko 20 Fišer. V igro pa je vstopil številko 21 Aleš Lampret. Svenšek, znova Svenšek. Prekršek Jančiča. Sedaj pa seveda se domačim nikamor ne mudi, oni so tisti, ki imajo to željeno prednost.
Podajo napad proti Firštu. Izbija Cajnko. Najvišji v skoku Mauher. Žoga je prišla nazaj vse do vratarja Travnikarja, Drofenik. Oman, manjša nespretnost sedaj v obrambi domačega moštva, vse skupaj razrešuje vratar. Vajda, ali bo dovolj hiter Vajda, dovolj hiter še vedno Vajda. Svenšek in medtem prekršek Lampreta. Prosti strel za domače bo sedaj izvedel številko 17 Kuserban, na kratko do Vajde. Še vedno Vajda. Vajda in Lampret v dvoboju. Dokaj oster štart sedaj Kuserbana, ki je na nek način pametno prekinil poskus proti napada gostujoče ekipe. Jančič takoj z visoko podal napad, kjer je iskal Koreza. Hitrejši od njega Oman, Kuserban pametno. Vajda. Vajda v prostor proti Korenu, ta na levo stran, kjer je Orovič. Še vedno Orovič, spodrsnilo je domačemu kapetanu. Orovič se je pravočasno vrnil v obrambo. Lampret vrača. Sedaj pa kar nekaj močnih, ostrih dvobojev na obeh straneh. Kuserban, žogo v prostor proti Korenu. Sedaj pa rumeni karton zaradi ogovarjanja, prejel ga številko 10 Vajda. Iz avta Zagajšek. Korez sicer najbolj spreten, na koncu znova do posesti gostujoča zasedba Mauher. Na levi strani se odkriva Travnikar, še vedno Mauher. Drofenik vrača Jančiču, ta znova do Mauherja. Na koncu pa prekršek nad domačim zvezdnim nogometašem. Prosti strel znova. Vajda. Svenšek, še vedno Svenšek proti Oroviču. Vajda vrača Svenšku. Podajo se nazaj do Cajnka, ta proti Oroviču. Svenšek v vezno vrsto, kjer se je odkrival Anžel, pravočasno se je v obrambo vrnil Drofenik. Korez.
Zagajšek. Še vedno posesti gostujoča zasedba, Korez vrača Devčmanu, ta do Maucherja. Teče 85 minuta, izid še vedno z prvega polčasa 2-1. Hitro je out želel izvesti Travnikar, glavni sodnik je prekinil ta poskus. Devčman. Spodaj vse nazaj do vratarja Neca Travnikarja, Jančič. Jančič spodaj v prostor. Podaja letela proti Korezu, pravočasno je zvrat vratar Cajnko. Oman na kratko proti Kuserbanu. Horovič na koncu prekršek Lampreta in to rumeni karton za številko 21 pri gostih Lampret. Sedaj pa že teče 87 minuta tega obračuna, domači so vse bližje 3 točkam, katere bi jim na nek način zagotovile mirno nadaljevanje prvenstva. Out vendarle na koncu za Šmarje, oziroma gol out. Jančič vrača Devčmanu. Takoj na desno stran proti Zagajšku. Znova Jančič v napad proti Firštu, ta spušča do Lampreta. Še vedno Lampret, Zagajšek, v vezno vrsto Jančič. Jančič na levo stran, kjer je Travnikar, Maucher. Na mestu Oman. Uspešnejši domači nogometaši, vmešal se Maucher, Vajda, darle do posesti Jančič, ta na desno stran proti Lampretu, Korez. V bloku Orovič. Znova Korez. Na desni strani je iskal Lampreta, ta na koncu vendarle do žoge, še vedno Lampret. V obrambo se je vrnil kapetan Orovič. Nato pa nenatančen pri oddaji žoge, Zagajšek s predložkom, izbija Ramšak. Svenšek je uspešno zadržal žogo z posesti domačih, vendarle leta na koncu do gostov Maucher. Korez znova vrača Maucherju. Napaka sedaj Jančiča pri sprejemu. Vendarle nekoliko srečno žoga ostaja v posesti stojočih nogometašev, medtem nov predložek v kazenski prostor Zagajšek. Firšt vrača Jančiču. Travnikar. Spodrsnilo je v odločilnem trenutku Korezu. Nova zamenjava med temu domačem moštvu, v igro bo prišel številko 13 Denis Fras. Iz igre pa odhaja številko 10 Vajda. Prav tako menjava tudi pri gostih, iz igre je odšel centralni branilec, številko 14 Maucher.
V igro pa je pri gostih vstopil številko 2 Uroš Mikše. Izbija Ramšak. Lepo je sedaj žogo sprejel Ramšak, Svenšek takoj vnaprat proti Frasu. Še vedno Fras v samostojni akciji, vendarle brez prekrška nad domačim nogometašem. Firšt izbija Gojkošek. Sedaj pa zagotovo tečejo že zadnje minute tega obračuna. Domači še imajo vedno prednost prvega polčasa 2-1, gostje lovijo in lovijo to izenačenje. A mislim, da lahko mirno rečemo, da so bili više oziroma bližje povišanju prednosti domači kot gostje izenačenju. A še vedno imajo nekaj časa, da morda vendarle pridejo do točke. Orovič, sedaj veliko prostora za protinapad, še vedno Orovič. V prepovedanem položaju je bil Fras, zato tudi prekršek nad domačim kapetanom. To bo nov rumeni karton pri gostih. Kot se kaže, zelo močan udarec v tem dvoboju prejel kapetan domačih Orovič. Domači bodo v primeru zmage, blizu katere so zelo prišli do 13. točke in se tako na 8. mestu izenačili s Prevaljskim Korotanom po številu točk in na nek način povišali svojo prednost pred mesti, ki vodijo nižji rang tekmovanja in si olajšali zadeve pred nadaljevanjem. Srban medtem slaba podaja domačega nogometaša, na desni strani je iskal Bajraja. Travnikar na mesto Bajraj. Izbija Cajnko in glavni sodnik je medtem odpiskal konec današnjega obračuna. Končna zmaga pa za domače moštvo Podvincev z 2-1. Po prvem polčasu smo videli vse 3 zadetke. Za 0-1 je v 30 minuti poskrbel Devčman, nato za 1-1 v 39 Orovič in končnih 2-1 je v 45 minuti postavil Bajraj in domači so tako, kot že rečeno, si olajšali zadeve pred nadaljevanjem prvenstva, kar se tiče samega obstanka v tretji ligaški konkurenci. Mirno lahko rečemo povsem zaslužena zmaga nogometašev v modrem. Z moje strani pa je bilo to, kar se tiče današnjega obračuna in tega 11. kroga vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.